Po drugi svetovni vojni pride do uravnotežene ozemeljske menjave z Italijani. Italijani dobijo slovenska ozemlja v Benečiji, Slovenci pa v nadomestilo težkim narodnim izgubam italijanska ozemlja v Istri. Tito pri uresničevanju fašističnih načrtov NDH Slovencem obrne hrbet v korist Hrvatov in Istro namenjeno Slovencem pripoji svoji Hrvaški. Istra je prvič v zgodovini pod hrvaško diktaturo. Kdor se pod Titovo strahovlado upira, je ubit. Svobodno tržaško ozemlje nastane na podlagi Pariške mirovne pogodbe leta 1947. Cona A je pod zavezniško upravo, cona B pa pod jugoslovansko vojaško upravo. V STO so avtohtoni Slovenci in Italijani. Uradna jezika STO sta le slovenščina in italijanščina, kar izrecno pravi 7. člen pogodbe. Hrvatov na tem ozemlju med rekama Dragonjo in Mirno ni. Rešitev slovenskega narodnega vprašanja in dostopa na odprto morje se išče le še v okviru STO. Slovensko Istro pod reko Mirno pa nasilno brez sporazuma s slovenskim narodom zasede Titova Hrvaška. Cona B STO se že na državnem in mednarodnem nivoju šteje za slovensko in je vrisana na številnih, tudi tujih zemljevidih kot del Slovenije. To mednarodno dejstvo je še danes vidno na nizozemskih vojaških zemljevidih. Pariška mirovna pogodba prepoveduje notranje upravne delitve svobodnega tržaškega ozemlja. Tito govori o bratstvu in enotnosti, a na drugi strani podtalno dela ravno nasprotno. Njegova vojaška uprava že leta 1947 nasilno razdira enotno slovensko cono B in seje sovraštvo med ljudmi. Kljub močnim odporom, na videz brez razloga, razdeli celo stoletno enotno ozemlje piranske občine, kljub temu, da s tem krši mednarodno pogodbo. Bakarič in Tito prepričujeta Kardelja, da meje za komunistično revolucijo niso pomembne, v isti sapi pa Hrvaški priključujeta čezdalje več slovenskih ozemelj. Bakarič na mejna, še ne priključena področja naseljuje Hrvate iz notranjosti Hrvaške. Cono B dobi Jugoslavija z londonskim sporazumom leta 1954. Zdaj je razdelitev med Slovenci in Hrvati povsem notranji problem Jugoslavije in Tita. Tito in Bakarič pritiskata na Kardelja, naj se Slovenija odpove okraju Buja v korist Hrvaške. Bakarič se pri razmejitvi sklicuje na Hrvate, ki jih je nedavno naseljeval. Tito in Bakarič udejanjata načrte fašistične NDH, stalno pritiskata na Kardelja. Kardelj pa, narodni dajalec svojega naroda, popusti v korist bratstva in enotnosti, v korist Tita in partije. Tito in Bakarič se ne zaustavita niti tokrat. Ponovno pritisneta na Kardelja, da jima prepusti še južni del občine Piran, katastarsko občino Savudrija in Kaštel. Narodni izdajalec Kardelj prepričuje slovenske komuniste. Pa kaj nam bo tisto kamenje na Savudriji? Prebivalci se množično upirajo hrvaški okupaciji. Tito ukaže upornike hladnokrvno pobiti in zapreti kot narodne izdajalce. Zaradi stroge cenzure se nihče ne upa govoriti o tem. Tito in Bakarič v veliki meri udejanjita načrte fašistične NDH. To je popolne hrvaške hegemonije v vzhodnem Jadranu.
Slovenija je osramočena, prevarana ter okradena, v imenu bratstva in enotnosti pa stisnjena v morski kot. Komunistično nasilje se ni znašalo le nad živimi, pač pa se je izvajalo celo nad neprecenljivo slovensko kulturno-narodno zapuščino. Zemljevid Petra Kozlerja iz leta 1854 jasno prikazuje slovenske dežele. Kar ni slovenskega, je belo. Ravno v času hrvaške kraje slovenske zemlje v 50. letih so komunistični barbari na original, kar po sredini slovenskih ozemelj dorisali črto, ki naj bi predstavljala slovensko narodno ozemlje, da bi tako tudi zgodovinsko upravičili hrvaško okupacijo Istre. Na drugem koncu Slovenije Hrvaška pripoji ozemlje Štrigove v Medmurju. Slovenski politiki ne nasprotujejo hrvaški okupaciji, uporne krajane Slovence pobijejo, pri pobojih družno sodelujeta slovenska in hrvaška komunistična Udba. Slovenska genocidno proti svojemu narodu, Hrvaška v imperialistični kraji ozemlja pod Titovim varstvom. Večina meje med Slovenijo in Hrvaško, od Madžarske do Reke, poteka po meji Svetega rimskega cesarstva, ki se od 9. stoletja ni bistveno spremenila. Da se na tej meji ne konča tudi meja slovenskega naroda, kažejo mnogi dokazi. Zemljevid slovenskih narečij prikazuje na pol prisekano slovensko kostelsko narečje pri Prezidu. Uradna resnica diktatorske Jugoslavije trdi, da tam živijo Hrvati. Dejansko pa tam živijo Slovenci, ki so del slovenskega naroda. Konfiguracija terena pokaže, da se slovensko kostelsko narečje razteza daleč preko državne meje, čez Gorski Kotar. Isto govorijo dokazi na terenu, slovenski Kotarci še vedno niso priznani kot avtohtona slovenska manjšina. Največ zaslug za to pa imajo prav najvišji slovenski predstavniki, predvsem politiki. Kotarci pa niso edina avtohtona manjšina na Hrvaškem. Takšne manjšine so vse do Medmurja. Znana slovenska preučevalka narečij je na vprašanje, zakaj se niso potegnili za Slovence na Hrvaškem, odgovorila: Ja, zaradi ljubega miru. Torej so poskušali, a se oddali zaradi miru pred nasilništvom Hrvatov. Hrvati se dobro zavedajo, da zasedajo ozemlja slovenskega naroda. Zato na okupiranih ozemljih Slovence zatirajo in jih silijo, da se opredelijo za Hrvate. Hodijo celo po vaseh in starše silijo, naj doma z otroki govorijo hrvaško. To se dogaja še danes.